Lep pozdrav tudi z moje strani. Čestitke organizatorjem za organizacijo, hvala tudi vsem predavateljem za odlična predavanja. Sem zelo vesel, da sem danes tukaj z vami. Bom kar delil. Zdaj, prispevek raziskavo sva pripravila skupaj z dr. Uršo Zabukovec. Pomen razsežnost dialoga pri Dostojevskem. Dostojevskega verjamem, da vsi že dokaj dobro poznate. Zdaj, kolegica Zabukovec živi v Španiji, je delovno zasedena, se ni mogla udeležiti današnjega simpozija, zato bom kar jaz poskušal predstaviti. Zdaj, glede na kompleksnost, globino, širino Dostojevskega, seveda ni možno pojasniti vseh razsežnosti, vseh globin, zato se bom skušal nekako sprehoditi po teh ključnih točkah, kar se tiče vprašanja razsežnosti in pomena dialoga. Zdaj, na začetku bi mogoče povedal, kar načeloma že vsi vemo, kaj je dialog. Nekako danes se v splošnem, tudi na neki strokovni ravni, razumeva dialog pač kot neka komunikacija med dvema ali več ljudmi, torej neko dogajanje komunikacijsko med osebo ena, med osebo dva. Torej gre za neko poročanje, razpravljanje, sporočanje. Zdaj, tukaj se že nekako lahko malo tako odpira vprašanje, kaj dejansko mi sporočamo, oziroma o kom, o čem mi sporočamo. Zdaj, a se pogovarjamo in sporočamo in dialogiziramo z nečim, kar je zunaj mene, nekaj, kar nisem jaz, neka oseba, neki dogodki, ali sem tudi tukaj vključen jaz kot posamičnik, kot individuum, kot nekaj posebnega, ali nosimo kakšne maske, igramo kakšne vloge, skratka, to je veliko enih takih zelo aktualnih vprašanj. Zdaj, že samo, če pogledamo to osnovno razdelitev na verbalno in neverbalno komuniciranje, vemo, da vse raziskave kažejo, da se večina dialoga ali komuniciranja zgodi na tej neverbalni ravni. Neke raziskave so pokazale, da se dejansko samo 7% komunikacije dogaja na verbalni ravni, vse ostalo je neverbalna raven, torej višina, barva, ton glasu, neka telesna govorica in pa zelo pomemben del, ki ga tudi še znanost nekako ni raziskala, je pa ta intuitivna raven. In kot je bilo že danes kar nekajkrat omenjeno v tej smeri, da je človek bitje odnosa, da so odnosi tisti, ki nas najgloblje določajo, zaznamujejo in pravzaprav tudi v največji meri razgaljajo. Zato so tudi, torej, ko govorimo o dialogu, tudi pri Dostojevskem je nekaj, kar se dogaja na najgloblji bivanjski, eksistencialni, ontološki ravni. Kot tudi verjetno vemo vsi, letos obhajamo 200. obletnico Dostojevskega. Dostojevski, zdaj v čem je aktualnost Dostojevskega, tukaj navajam 2-3 citate, ki se mi zdi zelo dobro to opišejo. Kardinal König pravi, da so liki Dostojevskega duhovno, telesno tako resnični, da se pogosto, ne da bi hotel opiram nanje, dela Dostojevskega so temeljna. Na 1000 načinov se ponavlja notranji boj človeka, ki ga vse življenje zasleduje problem o obstoju Boga. Potem Tolstoj, za katerega vemo, da je absolutni genialec, če tako rečem, in Tolstoj tam v enem srečanju z Ano Grigorjevno, z ženo Dostojevskega, po smrti Dostojevskega, ko se srečata, Tolstoj in Dostojevski se namreč nikoli nista v živo srečala, enkrat sta bila v enem prostoru, ampak nista vedela drug za drugega. In Tolstoj pravi, da obžaluje, da ga nikoli ni srečal, da je bil on človek, edini človek, ki bi ga imel marsikaj za vprašati, in tudi Dostojevski edini človek, ki bi mu imel na marsikatero vprašanje tudi, ki bi mu lahko odgovoril. Potem še Nietzsche, ki vemo, da je razdrobil skorajda vsakega misleca, avtorja, velik kritik krščanstva, načina življenja in tako naprej, ga je označil za globokega človeka in pravi, da je on edini psiholog, od katerega se je lahko kaj naučil in da znanstvo z njim sodi med najlepša srečna naključja njegovega življenja, tako tudi v pismih zelo velikokrat omenja.
Zdaj, opus Dostojevskega gotovo zavzema posebno mesto v svetovni literaturi. Mnogi menijo, tudi sam se nagibam v tej smeri, da je nekako opus Dostojevskega najvišja literarna stvaritev, največji metafizični romani, kar so nastali na tej zemlji, kar jih je napisal človek, ker svetopismo, vemo, je napisal Bog. Pa mnogi dostojevskologi tudi se nekako nagibajo k temu, da so ta besedila dejansko navdihnjena, ampak zdaj o tem nimamo časa razpravljati. Te besede od Tolstoja, ki pravijo, da je najtežja stvar v življenju, da ga ljubimo v njegovem trpljenju, je Dostojevski zelo dobro čutil in prenašal težo teh besed, pravzaprav celotno življenje. Se mi zdi pomembno omeniti, ker je na njegov opus, na njegovo delo je tudi zelo pomembno vplivalo njegovo življenje, predvsem ta vidik trpljenja. Že pri 16 letih, mogoče samo tako na kratko za kontekst opišem, že pri 16 letih mu je umrla mama za jetiko, 2 leti zatem so mu na grozljiv način ubili očeta, potem je znano, ko je bil dejansko po nedolžnem zaprt in 8 mesecev v Petropavlovski trdnjavi v preiskovalnem zaporu, potem je sledila tista znamenita obsodba na smrt, ko so ga praktično sekunde ločile od smrti, potem je prišla tista pomilostitev od carja v narekovaju in je bil odveden v Omsk, v Sibirijo, v Katorgo, kjer je 4 leta preživel z temi največjimi dejansko morilci, posiljevalci iz Rusije. Stopinje so padle tam do -40, tudi na nogah so imeli 5-kilogramske verige, skratka res ena tako grozljiva življenjska izkušnja. Po teh 4 letih je bil odveden na še 4-letno prisilno služenje vojaškega roka v Semipalatinsk na mongolsko mejo, potem se poroči, mu umre prva žena, potem izgon iz Rusije, pobeg iz Rusije. Dejansko je celotno življenje bilo zaznamovano z trpljenjem, tudi Mihajl, njegov najljubši brat, mu je umrl. Dostojevski je bil velik epileptik, je imel zelo močne epileptične napade, glavobole. Skratka, praktično ni dneva brez trpljenja pri Dostojevskem. Na koncu še se zgodi tisto najhuje, kar je možno verjetno na tem svetu doživeti, in to je, da mora starš pokopati svojega otroka, in Dostojevski je to moral storiti 2-krat. Prva hči Sonja mu je umrla, potem pa še najmlajši sin Aljoša. Skratka, trpljenje, veliko bi lahko zdaj govorili o tem, kako je vplivalo trpljenje na Dostojevskega, kako je zaznamovalo njegovo delo, ampak nedvomno je prav ta vidik trpljenja dal en globoki duhovni uvid v človeka, v človekovo realnost, v človekovo resničnost. In ne poznam avtorja, ki bi globlje znal prodreti v človeka, v človekovo notranjost in da bi ga tako znal razgrniti, prikazati navzven. In to je absolutno ena res posebna genialnost Dostojevskega, zakaj je Dostojevski večni, če tako rečem. In Dostojevski je pokazal, da človek še zdaleč ni tisto bitje, kot je trdil Freud, da mu gre samo za užitek, ali pa kot Nietzsche Adler, da je človek bitje, ki mu gre za moč, ampak je Dostojevski pokazal, da je človek predvsem duhovno bitje, ki išče nekaj globljega, višjega, ki jih hrepeni po nekem globljem smislu oziroma nadsmislu. Skratka, po Dostojevskem človek ni neka stvar, ampak je nekdo. Tudi danes v znanosti, če pogledamo, je velikokrat, recimo v zdravstvu in tako dalje, človek razumljen kot nek psihofizični ustroj, torej nekaj, kar mi obravnavamo, in tukaj je zelo velika nevarnost, da zdrsnemo na področje redukcionizma, determinizma, ki ima za posledico depersonalizacijo, dehumanizacijo človeka. Mislim, da so to danes zelo, zelo aktualna vprašanja. Že pri 18 letih je bratu Mihajlu napisal, ta citat je meni tako zelo pri srcu: človek je skrivnost, njo je potrebno razreševati, in če jo boš razreševal vse življenje, nikoli ne reci, da si zapravljal svoj čas. Ukvarjam se s to skrivnostjo, ker hočem biti človek. In mislim, da je to
dejansko najboljša definicija človeka, da je človek skrivnost. Človeka nikoli ne moremo dovolj dokončno razumeti, dovolj dokončno razložiti in v tem smislu obvladati. Človek se vedno nekako izmika temu momentu nekega zapopadenja razumevanja. Zdaj, v čem je Dostojevski pri svojem ustvarjanju poseben, je to, da je ta dialog, o katerem danes govorimo, pravzaprav v samem središču, torej nek konstitutivni element njegovega ustvarjanja. Vse te glavne, temeljne, fundamentalne teme, ki so pri Dostojevskem, se nekako razrešujejo, razgaljajo, konstituirajo vedno v dialogu. Brez dialoga pravzaprav ni del Dostojevskega in tudi ni Dostojevskega. Recimo, če pogledamo samo nekako 4 kardinalna področja, nesmrtnost duše, obstoj Boga, to je sam Dostojevski rekel, da sta to 2 vprašanji, ki sta ga zaposlovala pravzaprav celotno življenje, in pa še osebna svoboda in ljubezen, dejavna ljubezen, ker pri Dostojevskem, kot bomo videli kasneje, ne gre samo za neko ljubezen, neko čustveno, metafizično, ezoterično ljubezen, ampak gre za nekaj trdno povezanega z načinom življenja, torej za ljubezen na tej dejavni ravni. Recimo kot primer, Dostojevski pravi, ni dovolj definirati moralo po meri nekih pripadnosti svojim prepričanjem. Ampak moralo, recimo, Dostojevski torej je preverba oseba Kristusa. Torej, ne neka ideja, piše, ni več filozofija, to je vera, vera je pa rdeča barva. Torej, vera ni neka ideja, ni neka ostava, po kateri jaz živim, ampak je vera, torej življenje, gre za neko novo življenje v tem smislu, novo eksistenco. Posebno je to, da Bakhtin to imenuje polifonija, polifono ustvarjanje, da recimo pri Tolstoju vidimo, je zelo, pa pri mnogih drugih avtorjih, da so imeli neko idejo in so jo preko svojih junakov, likov v romanih nekako realizirali, postavili, utemeljili. Zdaj, posebnost Dostojevskega je to, da junaki od Dostojevskega imajo na nek način, so svobodni, imajo svojo lastno zavest, gre za srečevanje 2 zavesti. Torej, Dostojevski junaku daje njegovo notranjo svobodo in jo jemlje zelo, zelo resno. Lahko bi celo rekli radikalno resno. In ta resnica junaka, ki je ta posamičnik v tem smislu, se konstituira vedno v dialogu in preko dialoga. In pravzaprav je dialog tisti glavni nosilec celotnega dogajanja in razvoja, če rečemo, zgodbe. Pri Dostojevskem ni neosebne resnice, na ta način preseže logiko solipsizma. Torej, resnica ni nekaj imanentnega. Resnica je vedno nekaj dialoškega. In pri Dostojevskem je zelo jasno to začutiti, to potrjevanje drugega, to upoštevanje zavesti, resnice drugega. In to je pravzaprav neko jedro, bistvo, pa konstitutivni element vseh njegovih del. Recimo, Vjačeslav Ivanov pravi, potrditi tuji jaz, ne kot objekt, ampak kot drugi subjekt, to je glavno načelo svetovnega nazora Dostojevskega. Potrditi tuji jaz, ti si. To je ta naloga, ki jo morajo rešiti junaki Dostojevskega, da bi s tem premagali svoj etični solipsizem, svojo izolirano idealistično zavest in spremenili drugega človeka iz sence v resnično stvarnost. Pri Dostojevskem govorimo tudi o mikrodialogu, ne samo dialogu. Torej, zavest človeka se dogaja tudi v dialogu s sabo. Torej, to samozavedanje se dogaja v dialoškosti s seboj. In ne samo to, Dostojevski v tem smislu ne govori o človeku. On bralcu ne želi nekaj povedati, ampak to se mi zdi res genialno, dejansko Dostojevski bralce ves čas nagovarja, ves čas ga vleče v dialog. Zato, ko beremo Dostojevskega, ima človek vedno občutek, da je nekako zraven,
kneza Miški nahodi zraven, Razkolnika zraven, Aljoše zraven, Dmitrija, da nekako ves čas prisluškuje, da je ves čas v tem kot neki big brother. In to je res Dostojevski nekaj posebnega. Tukaj bi dal en primer, zelo znamenit citat iz Idiota, lepota bo rešila svet, ki ima zelo različne interpretacije. Mogoče samo 4-5 ključnih točk bi tukaj izpostavil. Absolutno pri Dostojevskem ne gre za neko zunanjo, profano lepoto, nekaj zunanjega. Absolutno je ta pojmovanje lepote pri Dostojevskem zaznamovano z nekim presežnim vidikom, z transcendenco. Zdaj o tem bi tudi lahko veliko govorili, da gre pravzaprav, ampak ni časa, da gre za to razpetost med umetnostjo, religijo, v kakšni vlogi je umetnost glede na religijo in pa razmerje vere in razuma. Konstitutivni element lepote pri Dostojevskem je resnica, je ideal in odrešenje. Pravzaprav pri pojmovanju lepote pri Dostojevskem gre za odrešensko lepoto. Vemo pa, da je ta absolutna lepota oziroma absolutni ideal pa je za Dostojevskega samo en in to je oseba Jezusa Kristusa. V tem smislu se pravzaprav bi lahko rekli, da je evangelij eksplozija lepega. Eksplozija lepega v tem smislu se preko evangelija oziroma Kristusa razodeva ravno ta lepota resnice, pisano z veliko in ideala. To še en citat, ki je zelo znamenit. Če bi mi kdo dokazal, da resnica ni v Kristusu, še več, tudi če bi resnica dejansko bila zunaj Kristusa, bi raje ostal s Kristusom kot z resnico. Skratka, resnice Dostojevski ne razume kot neko mojo razumevanje, ampak jo razume vezano na osebo Kristusa. Torej ne na idejo Kristusa, ampak na osebo Kristusa. Torej spet ta povezava z osebo, z življenjem. V tej smeri so veliko govorili mnogi drugi pravoslavni misleci, ruski, Berdjajev, Florenski, Solovjov, ampak žal res čast ni naš danes današnji zaveznik. Skratka, merilo, kot sem tukaj zapisal, ni neko prepričanje, ampak je vedno nekdo. Resnica se pri Dostojevskem razkriva v dialogu. Tukaj se lahko spomnimo na izvorno pojmovanje resnice aletheia, na kar je že opozoril Heidegger. Torej, ne resnica, kot smo jo stoletje pojmovali, veritas est adequatio intellectus et rei. Torej, resnica ni nekaj statičnega, kar je zapopadem, pa neko ujemanje, ampak je resnica nekaj, kar se razkriva. Religiozno, versko bi lahko rekli nekaj, kar se razodeva. In ta resnica se pri Dostojevskem vedno razodeva v dialogu. In pa torej vrhunec dialoga je v tem smislu pravzaprav v ljubezni. Ljubezen pa pri Dostojevskem ni samo neko, kot smo že na začetku rekli, neko razpoloženje, nek čustven zanos, ampak je nekaj zelo resnega v tem smislu, ker gre za način življenja. Torej, Dostojevski govori o dejavni ljubezni, ne samo o neki ljubezni, da ljubimo, pa se imamo radi, pa svet bo lepši, pa tako naprej, ampak gre nekaj za spet ontološki, bivanjski, neki zelo globoki, realni ravni. To je to. Zdaj v tem zadnjem delu, če se še nekoliko dotaknemo, več je pojasnjeno potem v samem prispevku. Dostojevski in ljudje gre za izrazito problematično, ambivalentno področje. Torej, v Dostojevskemu se velikokrat očita antisemitizem in to iz določenih vidikov ali pa iz mnogih vidikov tudi utemeljeno, ampak zdaj neka realnost je pa večplastna, ni tako enoumna. Recimo Dostojevski večkrat omenja Jude kot Žide, Židke, Židuhe, torej večkrat je ta groteskni vidik, ampak recimo tudi Arkadij Dolgoruki v Mladeniču pa obenem jih zaničuje, po drugi strani pa tudi pravi, da sam želi postati takšni kot oni. Skratka, pri Dostojevskem ne samo tukaj, ampak na mnogih drugih mestih je vedno potrebna neka globinska analiza, da ta odnos
bolj razumemo. Zdaj, ker so ga že takrat v njegovem času obsojali, velikokrat antisemitizma, je v svojem dnevniku pisatelju, ki zajema eno posebno mesto v njegovem opusu, se zelo jasno izrekel, da ni v njegovem srcu tega sovraštva, da nima nič proti Judom, da tudi vsi, ki ga poznajo, vedo, da temu ni tako. Je pa ena stvar, ki jo pa res očita, ki jo Dostojevski očita Judom, in to je, da se nekako ne, danes bi rekli, da se ne integrirajo, da se ne zlijejo, da je vedno neka segregacija, da je vedno neka odtujenost in da velikokrat oziroma povsod gradijo nek status in statut, torej neko državo v državi, vse to pa je v navezavi, na relaciji, na idealu vse človeškosti. Zdaj, to ni samo stvar, ki bi on očital Judom, ampak tudi mnogim drugim. Torej, ne gre samo za en očitek, eno stvar, eno kritiko, to je tudi carju Petru očital, ko so sprejeli tam neke reforme, je prav tako govoril, kritiziral v tem smislu. Treba pa to razumevati v relaciji, v tesni relaciji na idealu vse človeškosti, ker je treba na tem mestu poudariti, da vse človeštvo, kot ga razume Dostojevski, to je še eno zelo široko področje pri njem, da ne gre za neko globalizacijo, kot danes razumemo, pa neko homogenizacijo družbe, za brisanje nekih razlik, identitet, ampak za svobodo, ampak gre za svobodo v edinosti, torej tudi različnost. Torej, Tomaž Akvinski, mislim, da je govoril o unitas multiplex, torej različnost v edinosti, gre za neko novo duhovno skupnost, ampak zdaj o tem več ne moremo. Mogoče samo še tukaj ena zadeva, to je zelo znan, zelo krut odlomek iz Bratov Karamazovih, ko Liza Hohlakova govori o tem dogodku, ki je nekje brala, kaj so Židje naredili, nekaj res grozovitega, ampak če globlje pogledamo, spet ena globinska analiza, ni vse tako, kot na prvi pogled izgleda. Pri Dostojevskem je zelo močna ta simbolična govorica, dialoška govorica. Skratka, tukaj gre za to, da Liza pravi, včasih mislim, da sem ga sama razpela, to pomeni, da Liza to dojema tudi kot nek svoj krivdo, svoj zločin in pa na resnično antisemitsko misel, ki jo vsi poznamo, Židje so razpeli Kristusa, pravzaprav bi lahko rekli, da Dostojevski skozi lik Lize nekako pravi, ja, Židje so razpeli Kristusa, ampak to so naredili enkrat, mi, jaz predvsem, pa to delam pravzaprav ves dan. Skratka, vsak moj greh je nek dodaten žebelj. Na koncu pa še ta simbolika ananasovega kompota, ona je ananasov kompot, ki pa je simbolika, kot sem napisal, da se ob vsem tem, kar počnemo, še na njega pa obračamo s prošnjami za sladko življenje. Skratka, gre pri Dostojevskem za en velik poziv k dialoških dejanj ljubezni, načelo, ki po pisateljevem mnenju edino vodi v udejanjanje ideala vse človeškosti. Skratka, gre v tem odlomku za nekako spominjanje tega mojega lastnega življenja, moje lastne krivde. Zelo znan je tisti citat tudi iz Bratov Karamazovih, vsi smo krivi za vse, jaz še pa najbolj. Če zaključimo, Dostojevski nam pravzaprav v svojih brezčasnih delih na različne načine je prikazal, da svoboda ni stvar neke metafizične racionalnosti, ampak najgloblje ontološke resničnosti, in da je svoboda pravzaprav nujen predpogoj človekovega dostojanstva, ki se kot takšno v svoji drugi razsežnosti realizira prav na ta dialoški način in da dejansko na genialen način je prikazal, da sožitje ni v tem ločevanju, segregaciji, osamljanju, absolutiziranju neke lastne resnice, pa predstavljanje krivde iz enega na drugega, ampak v skupnem iskanju pristnega dialoga in v skupnem iskanju znane transcendentalije enega dobrega, lepega in resničnega, kajti, kot smo že prej rekli, vsi smo v tem smislu krivi za vse in edina rešitev je ravno ta dejavna ljubezen, kajti samo preko ljubezni je mogoče priti do resnice, pisano z veliko, in drugega je mogoče v njegovi resničnosti spoznati oziroma spoznavati in v njegovi svobodi,
zelo pomembno priznavati samo v tem redu ljubezni, ordo amoris, in paradigma tega dialoga pri Dostojevskem predstavlja dejansko modus operandi, bi lahko rekli, univerzalnega dialoga, ki ne absolutizira, a obenem pa tudi ne briše razlik. Nedvomno je ključni pojem, ki bo v temelju zaznamoval to skupno prihodnost človeštva in Zemlje, prav dialog.